dejansko ste, bom rekel, zelo strukturirano šli čez določene zadeve, ne? In nam zelo, bom rekel, tako po segmentih prikazali ta cel sistem in tudi šibke točke in mogoče vzroke teh kriz in tako naprej. Jaz bi rekel tako, ne, sistem bo evolviral, ne, skupaj z, bila je uporabljena beseda človeškim duhom. Ne. Ko bo človek evolviral, bom rekel, ko bo kritična masa tistih, ki se bodo zavedali potrebnosti enega ravnovesja, ne, dosegli določen procent populacije, bo tudi ta sistem evolviral v tisto, v kar naj bi se razvil. Ne. Prej pa ne. Zdaj, ali bomo zaradi tega še potrebovali, Bog ne daje, še eno svetovno vojno, ne. Ali bo to bolj skoncentrirano na neke, bom rekel, takšne težke ekonomske krize s povečanim strahom, negotovostjo, tudi z kriminalom in tako naprej. To je vprašanje, v katero smer gre. Zdaj, mi vidimo, da pravzaprav, če gledamo, ali dosegamo kritično maso teh, ki so pripravljeni tudi samo omejevalne procese sprožati pri sebi, če gledamo, ne? Kaj je samo omejevalni proces? To, kar je gospod Robert rekel, ne? Ali jaz imam moralno, bom rekel, pravico, da si izplačam 5 milijonov evrov plače ali pa nagrade, ne? Ali bom to priseben, pa bom rekel, enostavno jaz tega denarja ne potrebujem. Ne? Zdaj pa se vprašajte, mislim, ali potrebuje ena oseba, da kvalitetno živi, bom rekel, en mali 5 milijonov evrov samo nagrade. Ne? In dejansko, tu govorimo samo o enem izcestnem primeru, takih je bilo pa v zadnjih desetletjih ustvarjenih ogromno. Ne? Dejansko so po več milijonov evrov plače dobivali menedžeri določene. Ne? Ampak dejansko je šlo samo za neko, bom rekel, eksces in dokler ne bo kritična masa ljudi zavestno evolvirala do te stopnje, da se enostavno tega ne bodo šli, ne? Ampak da bodo, tudi če bodo dobili možnost, ne, ostali na nekih normalnih nivojih, tako dolgo mislim, da ta sistem, tako kot je, bo lahko samo z neko, bom rekel, totalno destrukcijo prišel na nov nivo. Ne. Tu se pa vračam jaz na tisto mojo izhodiščno tezo. To je ozaveščanje ljudi, ne, in dejansko šolski sistem, šolstvo, dobro šolstvo, ne. Jaz mislim, da gremo pa, trendi grejo pa ravno v nasprotno smer. Ravno v nasprotno smer. Ne? Zdaj, če pogledate, tudi gremo čisto na sociološko raven. Brezplačniki. Koliko smo pripravljeni požreti nekega balasta? A smo pripravljeni kar nekontrolirano vsak dan listati neke brezplačnike, ki nam v bistvu ki nagovarjajo bolj kot najnižje človeške ravni bivanja. Ne? Neko nezadovoljstvo, neke črne kronike, neko ekstenzivno potrošnjo, neko plitkost, ne? Ali smo pripravljeni to? In to prihaja k nam. In mi to sprejemamo. Jaz vidim, naši študenti, pred parimi leti sem jih videl, so mogoče listali Delo ali pa nek resen časopis. Danes vsak lista žurnal. Pa nimam nič proti žurnalu, ampak ker ga ima na voljo, on to lista. Verjemte, študent na univerzitetni stopni študija od tam ven, po moje, kaj dosti ne more izvedeti. Edino to, kak je svet pokvarjen. Ne? In dejansko, zdaj pa še prilijemo olje na ogenj, ne? Zdaj imamo pa še to nepravično porazdelitev resursov v svetu, ne? Odrivanje milijarde in milijarde ljudi v nek obrobno situacijo, ne? Prilijemo še malo zraven nekega rasnega ali pa verskega nestrpa in imamo čudovito eksplozivno mešanco, ne, ki bo eksplodirala takoj, ko bo nekdo pritisnil na pravi vzvod.